pravi, zdaj te mladi kolesarji, ki so pa prihajajo, pol bi jim rekel, da ne vreč puške hitro v koruzo, da s kilometri bodo postali bolj izkušeni. Seveda, ja, itak ustrajati, ne, vse to so res izjemno dobri, izjemno močni, hitro grejo, bam, 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 ampak ja, to grejo, ne, se pobere naprej, trening naprej. Ko prideš domov, mislim, nisi Primož Roglič, ne? Sam ne on kolesar, ne. Si isti, ko pa... Ata. Si Ata. Ja, itak ne, največje stvari so najtežje, ne, in tak to gre, ampak seveda, ne, veliko lažje je to definitivno tudi meni, mislim, govoriti v tem primeru. Lahko pa vedno povem, da imam tudi jaz, ja, hude stiske in boje z vsem tem, ne. Lep pozdrav, moje ime je Smiljan Mori, sem lastnik Big U Akademije in pa Smart Money Solutions podjetja, ki se ukvarja s finančnim svetovanjem. Poznate me kot motivacijskega govornika, naredil sem ogromno intervjujev z uspešnimi podjetniki, milijonarji po celem svetu, danes pa imam posebno čast, pred mano tukaj sedi vrhunski športnik, poznate ga, fant, ki je obnorel Slovenijo s kolesarstvom, vztrajen, trdoživ in mislim, da premika meje športnih dosežkov nihče drug kot pa Primož Roglič. Primož, lep pozdrav, hvala, ker si se odzval vabilo. Mislim, da 1 leto sva rabila, da sva se ujela, je tak? Ja, pozdravljeni, najlepša hvala za lep povod. Najbolj všeč mi je bilo fant. Fant, ja. Meni izgledaš kot fant, ne? Super. Ja, jaz imam tako občutek, kot da si star 25-26 let, ne? Hvala. Mislim, predvsem je to zdaj, ali pa je tako naneslo, da je ogromno nekih mladih, s katerimi dirkam po dirkah in so kar hitro 10, 12, 13, 14 let, celo nekateri mlajši. In ja. Lepo si začel to, ne? Recimo, jaz sem se zdaj pri mojih starih 50 letih spravil na oder, pa tekmujem v fitnessu, mislim, ne me vpraša zakaj, ampak ja, na odru stojim z temi, ki so stari 25 let, ti pa v kolesarstvu zdaj z fanti, ki so 12-13 let mlajši od tebe. Ali se ti kdaj utrne misel, pa si rečeš, Tona, če bi jaz bil v njihovih letih, zdaj me malo že leta dajo, pa ne morem toliko vrteti pedala, ali malo pomisliš na to? Ja, itak pomislim, če bi v teh letih, zakaj bi šel na kolo. Ne, prednosti so itak, ne, s tem, ko si starejši, ja, izkušnje, ne, ker kakorkoli pogledaš, pa jaz si že mogel nekaj dati skozi preživeti, imaš svojo kilometrino, ki je lahko zelo dobro ali pa pametno uporabiš. Se pravi, zdaj te mladi kolesarji, ki so pa prihajajo, pol bi jim rekel, da ne vreč puške hitro v koruzo, da s kilometri bodo postali bolj izkušeni. Seveda, ja, itak ustrajati, ne, vse to so res izjemno dobri, izjemno močni, hitro grejo, ampak ja, leta. Omenil si padce, ne? Kar nekaj jih je bilo, ne, v tvojem življenju, pustimo zdaj kolesarske, ne? A so bili tudi kakšni drugi padci v življenju, pa si se mogel pobrati tako hitro kot s kolesom, pa sest, pa pedalirati naprej? Je kaj takšnega, da se spomniš? Vse so vsakodnevni, ne? Če se čisto tako zdaj na hitro probam spomniti. Ker ja, neko je dobesedno, da padeš, pa ja, na dirki, če le gre, sem čim hitrej nazaj, pa naprej. Po drugi strani pa, ja, tudi zdaj tako, kar gledam, saj ta malega, ko bo 9 mesecev star, pa ravno pričenja malo stati, ravno težje loviti, bam, 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 ampak ja, to grejo, ne, se pobere naprej, trening naprej in po mojem kar kmalu bo tudi sam hodil. Že hodil, ja. In ja, predvsem se mi zdi to lepo oziroma dobro tudi za nas, ki se nam pa včasih zdi, ko kje padeš ali pa nekaj, ja, je pa kar težko, ne, naprej iti. Tudi to na biciklih, kjer ja, greš avtomatsko hitro naprej, je včasih zgleda mnogo hitreje, kot se ti v bistvu dejansko zdi mogoče, zato ker ja, imam tudi jaz tiste misli, pa zakaj pa je to treba, ker
mogoče tudi lahko kakšne stvari drugače ali pa druge delal. Ampak ja, kako bi rekel, to je v bistvu nekako moje poslanstvo in sem res lahko srečen, da lahko to delam. Ja, ko si rekel poslanstvo, to je res nekaj, ne, kar jaz veliko krat slišim v svetu podjetništva, da podjetja morajo imeti poslanstvo, pa človek mora imeti poslanstvo. Kje vidiš ti, da boš skozi kolesarjenje, bom rekel, uresničil svoje življenjsko poslanstvo, ki verjetno seže malo dlje kot pa zmagovati te dirke pa ture, ne? Ja, se je ravno to, v bistvu, ko sem bil mali, sem itak mislil, da bom rečeva olimpijski prvak ali pa svetovni prvak v smučarskih skokih. Pa je vse tako pripeljalo, da sem pri 22 Padel. Ja, ne, padel že prej, ampak pol ugotovil bolj kot ne, da nisem ja več toliko mlad. Očitno mi ni ravno uspelo tako, kot sem si mogoče želel. In po drugi strani sem pa še vseeno toliko mlad, da imam možnost izbire. In ja, zakaj pa ne, lahko še eno kariero v bistvu štartam. In ja, ok, to je bilo čisto nekaj, da cestno kolesarstvo nima nobene res veze s smučarskim skokom. Ne, nobene, ne. In ja, tu me pa ratalo, mislim, kako je res ono, čisto trgano, ampak ja, ravno ta želja v bistvu ali pa je bila že od malega v bistvu biti najboljši, te vedno žene naprej, da daješ mogoče nekaj več kot vsi ostali. Ampak zanimivo, odkje ta želja? Kaj se je zgodilo v tvojem otroštvu? Mogoče je tak klik, da si dobil to željo po dokazovanju, zmagovanju. Pazi, koliko si bil star, ko si prvič dobil idejo, da boš olimpijski ali pa svetovni prvak v smučarskih skokih? Verjetno vse to napelje, ne? To ni samo, da bi tako lahko pokazal s prstom na eno stvar. To so starši, to so prijatelji, to je trening, to je tvoj talent, v bistvu konec koncev, ki ti tudi da neke potrditve, da ja, v temu si pa res dober, ne? Ker jaz, če bi zdaj rekel, bom olimpijski prvak v plavanju, ko ja, to, mislim, plavam, ampak nimam neke blage veze velike, ne bo šlo, ne, nikoli. Ampak če pa nekatere stvari dobiš neke potrditve logične, da ja, to pa je mogoče zate dobro, te pa ja, potem se mi zdi avtomatsko žene naprej, ker ja, zakaj bi se želel omejevati vedno z nekimi mejami ali pa reki, ljudmi, ker ja, konec koncev so to vedno stvari, ki si jih sam postaviš, ne? In tudi v bistvu sam sebe omejuješ. Omenil si besedo reki, ne? A imaš kak motivacijski citat ali pa rek ali pa kakšno besedo, ki si jo rečeš, kot je težko, ko tam vrtiš pedale v tiste brege gor? A se pogovarjaš sam s sabo? Mislim, da mi povej ta notranji dialog, ko veš, da prideš na 15 km, pa ne vem koliko stopinj, a si rečeš, a ne vem, a imaš ta pogovor, pa sam sebe spogovarjaš, zdaj Primož bo. Ja, mislim, vsako sekundo, ne, ker ko telo v bistvu kriči, da ni okej, da pač ostal se, ne, ker mu ne delaš ravno uslugo oziroma to ni dobro, naravno. Ja, kaj jaz delam je, naj bo še bolj strmo, ne, naj bo še daljši, naj bo še bolj vroče, mislim, naj še več, ne, prosim, gremo še hitrejš. In ja, bolj ja, skozi to lahko izzoveš. Ja, ne bo pa še bolj težko, ne? Samo to, kaj. Aha, se pravi, tak samogovor je, ne? Ja, prvo se ja tako hecati. Prvo, ja, imaš res ogromno, ko je veliko stvari se dogaja. Ampak je vmes, kdaj recimo med dirko, tako da rečeš, Madonna, tole je pa težko, ali pa ne vem, čem to zmogo, ali pa da vidiš, da te pobira, kot radi rečejo kolesarji, ne? Pa se to te skozi, ne, ampak zato se odločil, ne, mislim, to si izbral, to si rekel, zdaj pa, če si se v bistvu odločil, da boš to zmagal, narediti, ne. Če si se odločil, ne. Je to, ne, in ja, itak, ne, največje stvari so najtežje, ne, in
tako to gre. Ampak seveda, ne, veliko lažje je to definitivno tudi meni, mislim, govoriti v tem primeru. Lahko pa vedno povem, da imam tudi jaz hude stiske in boje z vsem tem, ne? Ampak ja, na tak način mislim, motiviraš. pa pristopam, ko se zadeve. Ko si rekel, si se odločil, ne? In če se odločiš, da bo zmagal. A ti recimo, ko greš na dirko, ti se odločiš, jaz bom zmagal to dirko. Ker ni vse od tebe odvisno, ne? Odvisno od kolegov v ekipi, od strategije in vsega, tudi od vremena, sreče, malo. Ja, ampak seveda. greš z miselnost, jaz bom tole zmagal. Ne? Ja, če se čisto za konkretni cilj, ki si ga izpostavil, mislim, je to. In to je tudi, to ni ravno tisti večer pred dirko, moramo bolj tako pogledati na široko, to je stvar, bomo rekel za letos Giro d'Italia, ki smo se odločili ali pa ga izbrali že decembra in ja, od tam dalje se pol vse začne priprave in pripravljati na vse to. Dobro, eno so te, bomo rekel, fizične priprave, ne? Kaj pa mentalne, uporabljaš kakšne tehnike, popularne so, ne vem, meditacije, vizualizacije, ali vizualiziraš pot oziroma stezo? Uporabljam, ja. Sem tudi predvsem vizualizacije, pa vse to bolj uporabljal, ko sem bil še kot skakalec. Smo dosta uporabljali te stvari, ker ja, čutek, ne? Ja, se lahko bolj s tem igraš. Pri nas pa tudi, ja, mislim, ne želim več toliko pretiravati ali pa toliko dolgo, včasih sem to ful se mi zdi delal predolgo, pa se mogoče preveč silo, ali pa sem, zdaj pa ja, se da s par minut, si sam zamislim, se lahko sprostim, lahko tudi poiščem tiste občutke ali pa občutim, kak je takrat, kot je najbolj težko ali pa kot je težko, ker je tudi to, če zdaj ravno, jaz lahko ogromno treniram, ko sem na pripravah, rečemo to čisto tak, 3-4 tedne v hribih, ker jaz sam to delam, ne. Doma moram pa jaz drugačne pristope tudi glede vsega tega včasih malo iskati. In not prinašati, da vse to še vse en laufati, kakor se zagreje. Super, malo sem načel to temo, ki sem jo hotel tudi vprašati, ne. Kakorkoli, ti si profesionalni športnik, samo si pa tudi oče, ne, pa mož, ne. Kako zdaj to balansiraš? Zato, ker pogosto slišim v tem poslovnem svetu, ne, a si v biznisu, ali pa familija, nekaj bo trpelo, kdo zdaj kaj počne, koliko zdaj, mislim, vseeno imaš mlade otroke, 4 leta, 9 mesecev, verjetno to neka taka borba, verjetno večja kot na kolesu. Ja, definitivno, mislim, to so predvsem, in tako lahko vedno rečeš, kdo trpi, kdo ne trpi, po drugi strani pa lahko rečemo, mislim, vsi dajemo, ne, ampak vsi tudi smo veseli, da vse tako je, kot je, da uživamo v bistvu v teh momentih, ne, in se pol tudi mi odločimo, konec koncev, ja, so težki ali pa niso težki, ne. Je čisto tako subjektivna ocena ali pa od drugih, ne, kaj oni mislijo, da to je težko ali ne težko. Je pa definitivno, ja, Lori, moji ženi vedno rečem, veliko lažje Grand Tour voziti, kakor pa pride domov, ne, ker zdaj... Rajši bi bil na 3-tedenski dirki. To sem že zadnji teden dirke po Španiji tuhtal, da ja, verjetno je tole zadnji teden tudi mojega dopusta letos, žal. Na kolesu, ti ko greš 3-tedensko dirko, to je dopust? Ja, zadnji Grand Tour, ne, ker pol ni več. Naslednjo leto so spet Giro, Tour pa Vuelta. Te boš čakal na dopust 1 leto, tako kot jaz. Ja, in pol je, mislim, veš kak je, ne, se veš, poslo imamo tipi-top, zrihtajo hotele, torbe, masažo imam, super kuhajo. Zame, sam malo vozim bicikl, ne, in uživam. Samo to je res zanimivo, recimo, kaj pa, ko prideš domov, pa zdaj misliš, da boš dobil zopet hotelsko slugo, pa iz tima podporo, žena verjetno ima malo drugo delo, a stopi tak, da je malo, bom rekel, si nasproti, pa ti ona reče, kaj nisi na pripravah, zdaj si doma Normalno, vsakeč, ko prijem z prve 2 dni,
je vedno prva stvar, hotel life is finished. Ona je. Ja, ker to, ampak jaz pa imam strategijo, ok, sploh pri otrocih, ko se vedno tako spremenijo, zdaj, ko so tako mali. In jaz pa rečem, jaz imam prve 2 dni strategijo opazovanja, ne, mislim, tudi po noči, jaz ne vem, da vidim, kaj mu narediš, pa kaj ga uspavaš, pa to ne morem kar skočiti od štarta, ne, ker je, ne vem, 4 tedne nazaj, ja, je bilo to aktualno, zdaj je taki prijem, ne, in prve 2 dni moram malo opazovati celotno zadevo, ne, pol pa se probam skozi bolj uveljavljati nazaj. Ja, ni enostaven prehod, verjetno, ko prideš domov, tam imaš res... Ni, je tudi ja, svoj vrsten izziv, sigurno. Ja, pa šum okrog, ne. Da mi nekaj povej, kak sploh zgleda, recimo, pa koliko dni si pa tak na poti, pa bom rekel od družine, ker žena hodi s tabo, ne? Ja, letno. Čist, ja, 4 tedne sem bil na pripravah pred štartom sezone. Čist sam, mislim, 4 tedne na Tenerifih, na višini. Tam itak ne morajo. Pol spet 3 tedne pred Džerom, isto čist sam. To je 7 tednov. Ja, je že 7, pol spet skoraj 4 tedne zdaj pred Vuelto, kjer so bili 2 tedna z družino, pa ženo. To je 9? Grand Toura 2, sta ja, vsaj 3 tedne, oziroma malo več. 6 tednov, 15. Pa še vse ostale dirke, pa tisto, pol leta. kar delaš, tako da je kar, ja. Torej, ko prideš domov, ja, se naberejo kilometri, ne. Ko prideš domov, mislim, nisi Primož Roglič, ne? Pa sem, ja, Primož Roglič, sam ne on kolesar. Ne. Si isti, ko pa... Ata. Si Ata. Pa se veš, pol, mislim, je pa tudi zelo, zelo lepo, ne, in poskušam se zavedati, in tako vidim, kako otroci hitro rastejo, če sam sebe gledaš v ogledalo, si misliš, si skozi bolj, ko ne isto, one pa vidiš, kak res čas teče, in ja, želim tudi te momente, ne, živeti, pa biti, ja, oče, mož, in ne sam tisti, da bom pa zdaj jaz prva stvar, kar je trening je zdaj, pa zdaj, mislim, za jesti je tu pa tu. Je dovolj, rečva, z teh pol leta dobim dovolj tega, kar potrebujem, da v bistvu jaz sem lahko najboljši, vse ostalo pa lahko tudi na nekak drug način delam. Omenil si trening pa hrano. Veš, da me zanima, recimo, zdaj recimo, ko si na pripravah ali pa na Giro, še kaj posebnega, mislim na tekmovanju. Kako izgleda dan? Kdaj se zbudiš? Kdaj se vstaneš? Kaj počneš, ko se zbudiš? A imaš neke rituale, ker danes je tako popularno, da ljudje vejo, kaj zjutraj delajo? Ma ne, v meni je vseeno, pač čim kasneje, da se zbudim, itak hočem čim več spati, če imam pa že to omogočeno, ne. Problem Grand Tourov je to, da mi jem ob 10 zvečer večerjo. In ja, pol spati do nekje 1, da se spraviš, pol pa čisto odvisno spet od, vsak dan je čisto drugače, vsak dan je drugačna večer, vsak dan je ponavadi drugačen zajtrk, časovno mislim, ampak rečva zajtrk nekje ob 9 uri. Se pravi, če si na dirki, zdaj ko si bil na Giro, ob 1 greš v poslu spat? Ja, najkasneje tudi, ja, tudi se naredi. 12, 1. Tako, ja. Predvsem Vuelta se mi zdi še bolj pozna, ker je, ja, španski, bolj po moje španski ritem in je pozno, drugače pa, ja, doma ali pa tak bi pa ob 10 čez glavo, če bi bile otroci, bi tudi šli, če bi imeli tudi tako idejo, kakor jo imam jaz. Pa nimajo, ne. Dobro, zdaj se pravi, vstaneš se, ne vem, če si na Giro bil kaj ob 9. Ja, recimo, ne, nekje med 8 pa 9 uro. Kaj narediš pol? Imaš neke stričinga? Ja, pač sej to, imam te skakavske fore, ne kolesarske. Ja, zadržal sem predvsem stvari, ali pa tak mislim, gledano na mene, ki mi paše, če jih rad delam. To, da se malo raztegnem, da včasih tudi sem kaki jogging naredil zjutraj ali pa za kaki mali sprehod. Pač stvari,
da se počutim dobro. Čist tak, ne. Ne želim pa imeti zaradi teh stvari dodatnega stresa, ne, da moram pa zdaj ostati moraš, ja. pol ure prej, pa da moram pa zdaj ne vem kaj narediti, ne, tega pa ne želim, ampak želim to pač, če imam, ne, možnost narediti take stvari, če pa nimam, sem pa tudi čisto okej. Kaj ješ za zajtrk zjutraj? Koliko tega pred dirko poješ? Kaj imaš na krožniku? A imaš kalorije na dan? Ja, mi imamo, zdaj, če čisto pogledamo, naš tim imamo prav kot kitchen truck, se pravi vsaj 2 kuharja, ki nam kuhata vse obroke, na gram zaračunano, se pravi, mi imamo prav taka aplikacija je, ko kliknem pa vidim, ne vem, za zajtrk, rečeva tak primer, 150 gramov kruha, 67 gramov jajca, 23 gramov šunke, vse je do grama, pač tam so tehnice, vzameš krožnik in in ti preko aplikacije gledaš, pa se naložiš. Tako, to je že vse zaračunano, ker vse predvidevajo, koliko težka bo etapa, se pravi, oni preračunajo že, koliko vatov bomo mi povprečno naredili ta dan in ja, toliko kalorij tudi dobimo za tisti zajtrk. Se pravi, polje ali je več ali je manj realizirano, se pa pozna pri večerji, ker vsi obroki vmes so fiksni, recovery meal, pa vse to je standard, pol pri večerji pa včasih če je prav lahek dan, manj. Ni prav velik, ja. Si lačen, se zgodi, da si lačen? Ja, tudi si, ja. Mislim, ja, je smešno, misliš, se oni 3 tedne gonijo vsak dan, ampak ja, za večerjo se to včasih kamot naredi, da je prav, ne vem, 700 kalorij, ne, ti pa si navajen, ne, saj 1000 plus 1500, ne, da nekaj izgleda na krožniku, ne. Po eni dirki v takem dnevu bi jaz rekel par tisoč. Ja, in ja, je pa itak čisto odvisno, ne, ker ja, na ful težkih dnevih je pa tudi pol, ja, ne vem, če pokoriš 6000, 8000, celo nekateri, oni, ko so malo večji, 10 000 kalorij v enem dnevu, ne, je pa tudi to količinsko, ja. Koliko pokoriš na ene taki na dan? Po moje, jaz ne vem, ne pridem, jaz sem bolj slab s tem, ker pol jaz to sam sledim, ker tudi jem vse in tudi tu ne želim komplicirati zdaj na 1 gram pa na 1 kalorijo, pa ampak, ja, rečemo, kaj zvem, 6000, 5000. Mislim, Slovenci zdaj se mi zdi, da vsi kolesarimo, ne? Pa kar nekaj strokovnjakov je, bom rekel, takšnih ali drugačnih, ne? Recimo, jutri, zdaj, ko pač to snemamo, jutri imamo Zlati krog, ne? Jutri je težka dirka za mene, 75 km, jaz bom šel na polne, ne? Kdaj je zadnji čas, da nekaj pojem, da me ne bo pikalo v trebuhu, vse, ko bom gnal Zlati krog, tako klani, ker sem se na Ptuju najedel, sendvičev pa sem skoraj bruhal tja. Ja, ne, tako bomo šli jutri, lahko tudi pol ure prej, ne, ampak... Ja, ampak do Ptuja, pol je resno bilo, veš? Drugače se pa gleda, če jaz zdaj gledam kronometre, treba tako reči, ker ja, je pa res od štarta, ja, all in, je pa nekje 4 ure prej, 3,5. Kaj pa na Giro, tako je takšna celodnevna? Giro je pa čist tak, ja, rečeva, da je zajtrk ob 9, ja, je kar obilen. Pol ob 10 gremo z busom, se vozimo, 1 uro smo ob 11 tam, se pravi pol 2 ure do štarta, ob 1 štart. Vmes pojemo še, ja, kaj iz pekarne, kakšne stvari, ja, čist take. Nekaj manjšega, ja, in to tudi želimo pol bolj pred samim štartom v zadnji uri, kakšna kavica, še prej. Pojemo pa veliko med samo dirko, to je pa res. To pa je zdaj, ja, zdajšnja moda ali pa v to gre. Se menjajo pristopi malo. Ja, da se ogromno kalorij se zaužije med etapo. Tudi čist tak, če je težka etapa, daljša, je kamot 3500 kalorij na koleso. In ja, ko to se vse zaračuna, ne, pol nimaš prav veliko, ne zjutraj, ne zvečer, ne, tako da, ker si tam 3500 kalorij pojedel že med vožnjo, ne. To jaz cel dan zdaj pojem, pa se moram v redu potruditi. Ja, tako da tudi to,
Imamo. Kdaj te jete, ker nič ne vidim tam na televiziji? Vse skozi. A res? Pa pijemo, ne, se dosti je tudi Dobro, v bidonih. gelih pa, ja. Drugače pa ja, tiste, mislim, se kak gel ali pa ja, te stvari, ko vzameš, ne traja prav dolg, ne, ni prav veliko tisto nekega užitka ali pa neko, da bi ne vem kak jedel. Hitro ja, gre, ne. Veš kaj, dajmo se vrniti malo v otroštvo pa v tvojo dobrodelnost, ne, ker imaš fundacija Primoža Rogliča, če poznate, ne, fundacija Primoža Rogliča, bral sem malo, imate neke vrednote. Zdaj, a si to naredil fundacijo, ker je pač kaj zdaj to, bom rekel, tako, kako si rekel prej, moderno, ne, ker če si športnik, pa še dobra stvari počneš, ne, ali je to nekje malo bolj, bom rekel, globoko v tebi, da rad dobre stvari počneš, ali pa mogoče vidiš v otroštvu, kaj se, mogoče ti nisi česa imel, pa... Ja, točno to, mislim, tudi meni ni, ja, če delatemo tako reči, nič kaj je padlo dol z neba. Nobena stvar za vse sem se mogel potruditi, dokazati, narediti. Konec koncev tudi, kak sem ja, sploh v biciklizem prišel, sem mogel prve leta celo ja, nekaj dati, da sem lahko dobil priložnosti. Zdaj pa seveda imam lahko nekaj od tega. In ja, ravno to, ne, probati mladim dati vsaj tisti štarter, ne, ali pa omogočiti prvo kot prvo, ja, da zdrav način življenja, se ni mus, da zdaj pa vsak mora tudi biti olimpijski prvak, ker se vemo, ne, na koncu bo sam eden, ne. Ja. Ja. Tako da, ampak predvsem pa ja, to, zdrav način življenja, možnost se nekaj iti, neke cilje, da si otroci dajo in ja, jih spodbujati k športu pa gibanju, ker saj, okay, to je spet moje mnenje, ne, ampak se mi zdi, da smo pač vsi ljudje smo narejeni, ne, za take stvari, ne, da se gibamo, da nekaj delamo, da smo v bistvu fizično aktivni in ja, če odgovarja teleso pa tudi umu, je pametne take stvari še naprej spodbujati. A še kak drugi šport, nad katerim si bil navdušen kot otrok? Radi skoki, ne? Sem mislil, da bom rodar, samo to ni šport. Ne? Res, odkud ta ideja? Ja, če so pa vsi bili rodari okrog mene, ne, ata rodar, ono rodari, so bili vsi knapi in sem pa se zaprli, ne, ko sem jaz to že v bistvu zrastel, tako da... Katero šolo si končal? Nisem ekonomsko gimnazijo v Kranju, zato ker mi smo bili pol kot skakavci. So ravno odprli ja, posebni razred tam za vse skakavce in smo lahko se ukvarjali dosti ja, z našim športom, vmes pa še končali srednjo šolo. Omenil si očeta, pa bil je knap, ne? Zdaj finančno je kar pomembno danes, ne, za neke vrhunske dosežke, da imaš podporo, ne? Nekje sem prebral, da si mogel ne vem kaj prodati, da si kupil kolo. Ja. A nisi k fatru prišel pa rekel, dej fater, dej mi za bicikl? Ja, ne, ja, rabim 10 evrov za bicikl. Sta bila knapa, moj oče tudi bil, nek čas knap, pol kasneje, ne. Ampak ja, motor sem imel v bistvu prej, ja. Kot bicikl? Ja, prej kot bicikl. Po moje oče ni bil slabe volje, ker se rekel, že motor prodati bicikl. Ja, oče ima še kar motor, ampak ja, ko sem pa tisto prodal, pa si bicikl kupil, me pa takoj on že v trgovini rekel, takih ni veliko, da prodajo motor, pa grejo na bicikl, ponovadi je ravno kakva stvar obratno. Tako da ja, je bilo zelo, zelo pametno. Koliko je stal prvi bicikl, ko si ga kupil? Po moje okrog 700 evrov. Je kar velik denar, je bilo katerega leta? 2011, po moje. Ja. Malo več je to bilo vredno, ko pa zdaj 700 evrov, ne? Bi rekel, ja. Mislim, glede na to, kak inflacija dela, pa to bilo, ja, pa verjetno zanimivo hitro preračunati. Koliko je to... Takšno je bilo kolo, da ne bomo delali reklame, ker imaš... Energija. Energija. Ja, v Domžalah, tako da
Ja, karbonsko A ga še kolo. imaš? A ga še imaš? Ne, nimam. Sam bi ga pa lahko zdaj za dobrodelne namene bi šlo, veš. Ja, wow. A veš, kdo ga je kupil? Ne. Ne. Da ga niso ukradli ko meni. Nimam pojma, ja, možno je vse, ne. No, mislim, ko si dal, se ti je zdelo veliko denarja dati za kolo? Ja. Ono, si se mal potil, ko si... Vse sem dal, ne? Ne, Ja. nisem se potil, ker sploh, če sem pa rekel, da bi Giro vozil pa to. Ampak ja, nisem pa še začel kolesariti, ne, tako da so vsi malo bolj gledali, kaj bi, ja, kaj pa stvari delajo smučarske skoke. Mislim, nima neke veze z vzdržljivostjo ali pa nekaj, ampak ja. A so, mislim, včasih tako kje prebereš ali pa vedno se malo hecajo, ne, Primož, skakalec, ne. Mislim, da to lahko tvoj zelo dober brand, ne. Kaj boš te delal ti v biciklizmu, pojma nimaš, nek skakalec je zdaj prišel, ne. Kaj bi rekel na take komentarje ali pa si rekel, a si svoje mislil? Sploh jih nisem bral, Ne? pa še kar ne. Ne. Ker imam preveč stvari. Pa... A zdaj veš, ko ste Sam imeli te dirke pa to, da baje, ker gori po socialnih mrežah, ker recimo jaz imam tudi kar nekaj followerov, 1 milijon, mislim, pa mi včasih kdo kliče, pravi, a veš, kaj so tam kakšni komentarji, rečeš, kaj ti moram povedati, da niti profila svojega privatnega nimam in nič ne berem, ker me nič ne boli, ker če ne berem, me ne boli, ne. Ja, podpišem jaz tudi to, ne. Ne Ker bereš komentarjev, ne oni berem, ne imajo klikam. svoje zgodbe, politiko. Jaz imam ja, svoje stvari za delati in definitivno lahko pa itak je svoboda, vsak lahko reče, kar želi. Ja. Čeprav ja, ko pa nase gledam, pa želim vedno komentirati sam sebe, ja, ker tudi sam sebe upravljam. Vse ostalo pa nimam v rokah. Bravo, bravo. To so stoji, ki veliko to govorili o tem, ne, da se zanimajo zase, ne, pa ne govorijo o drugih stvareh, pa o dogodkih in sploh, če se tebe ne tiče. Ne. Veš, kaj me zanima, ne? Ok, zdaj, če pogledamo rezultat zadnje dirke, pa Giro, tam si zmagal, nekje si bil drugi, nekje tretji. Kdo je zdaj boljši? A si ti boljši od Danca ali Danec, od, mislim, kaj on Ribič, od skakalca ali skakalec od Ribiča? A veš, ker ni nujno, da če si dirko zmagal, da si boljši, a je tako? Ne, 100%. A imate kdaj ono, pa dobro, stari dan, če gremo pa dirkat, zdaj te pa nesem. A veš, ono vseeno, kdo je zdaj? Ja. Ker mi tudi, ko gremo, kolegi smo, pa ne moramo, da ne bi se malo pomerili, ne, kdo bo malo hitrejši, veš, kaj mislim? Težko To je, je. ja, ne, to je, se veš, spet zdaj, če kdo je boljši, ne, zdaj to so spet stvari, na Kje se vozi, Ja. višina. kaj bi bilo, če, ne, mislim, če bi šla zdaj tu na klanec, če bi šla na Ravni. oni klanec, ne, mislim. A imate take, se zbadate malo? Ne, se niti ne. Kje, mi imamo, se vidiš, že dovolj Drugih. v svoji taktiki, Ja. kje, kako narediti, ne, je že precej zahtevno ali pa dovolj zahtevno. Ne, gledano tudi to ja nazaj, nisi vedno, ali pa si zmagovalec v bistvu, tudi če ne zmagaš, ne. To zame predvsem, ko razmišljam, ne, včasih dam več od sebe, ne, kot kako dirko, ko zmagam. Ne. Včasih sploh ne zmagam, pa se veliko bolj matram, ne, veliko težje mi je in v tistih momentih dam veliko več, kakor pa včasih, kakor pač vse takrat, ko sem super dober, pa kar zmagam. Ja, sem zmagal na papirju, zmagal sem, ja, vidite na televiziji, kjerkoli, ne, ampak včasih, ko te pa sploh ne pokaže, mislim, se pa vsak meter borim, da bom prišel tja do te črte enkrat, ne, ker več kot očitno mi ne gre, ne, in takrat je v bistvu največja zmaga, ne, in tudi v bistvu konec koncev največjo razliko takrat narediš. Wow. To je dobro si za zapomniti, ne. Jaz mislim, da vsi tam, ki pridejo na cilj, tam so kar zmagovalci, ne. Ja. Je res, ne. Ja, seveda, mislim, to je, ja, je poseben šport, mislim, ja, zahteva, če se prej ohrani ogromno nekih kalorij dnevno, da se vse to dela. No, zgleda, da je zelo fizičen šport, pa vzdržljiv. Kako misliš, da je kaj mentalna pripravljenost pomembna
v tvojem športu? Ali pa sploh, bom rekel, tudi v življenju ali pa v drugih športih? Zelo pomembna, ne? Ravno zaradi, pač, če so zdaj vsi isti ali pa vsi vejo, kaj pojesti, kaj spiti, kako narediti, kako se To se ve, ne. natrenirati. Ja, mislim, se zdaj ni nič kaj skritega Imaš več. programe, imaš vsi. Ja, mislim, ne moramo pa reči ali pa izmeriti, koliko tebe noge bolijo na ta klanec, nekoliko pa mene, ker ti boš rekel, mene bolijo, jaz bom pa tudi rekel, mene tudi bolijo. Pa ne vemo, koga bolj boli. Ja, te občutke pa to ne, je pa spet zelo težko. Ne? In ja, ravno zaradi tega je pa tu se mi zdi ogromno, ja, veliko področje, kjer je možnost dati nekaj več. Pa je recimo, ne vem, pač slišim ta izraz, se zaletel v steno, ne. Mindset je pomemben za uspeh v življenju in športu, ne. Ampak tle, ko ti noge odpovejo, pa telo, koliko je, ti si lahko motiviran, samo če noge več ne grejo. Ali, Ja, mislim, seveda. Tako, mislim, v avtu, ko benzina zmanjka, se ustavne, mi pa nismo mašina, ne? In mi pa nismo avto. In nam tudi, ko se benzina zmanjka, se pa ne bomo ustavili, ne? Če se nismo za to odločili. In ja, ravno, seveda, zmagaš, pa vse moraš stvari prav delati, ne? Se pravi, zdaj, če temu tako komentiram skozi ta primer, če ne ješ, tudi težko upaš, da boš zmagal dirko, ne? Zato ker ja, nimaš nič noter, ne? In lahko ti upaš karkoli, ampak ja, v predpostavki, da pa delaš prave stvari, da si natreniran, je pa seveda še super dobrodošlo to, da si pripravljen dati malo več, ne? Pa si pripravljen mogoče malo več tudi pretrpeti. prej si omenil, ne, da pač tudi takrat, ko ne zmaguješ, da se v bistvu največ naučiš, si rekel, ne. A je tak kakšen dogodek bil kje, ko si se pa res toliko naučil za kariero, da ti je pomagalo narediti preboj, pa bila mogoče napaka? Pa to imaš skozi, v bistvu, saj se celotno kariero, vsako leto, vsak padec, pa sem jih ja tudi imel zelo veliko, se nekaj naučim, ne, saj se moram, ne, ker mi ni prijetno, mi ni fino in ne želim tega. In bom ja poiskal tuhto, razmišljal o tem, kako to spremeniti, drugače narediti za naslednjič, drugače se obnašati, drugače se stvari delati, da se to ne ponovi. Ja. Ker močno zmagovalno naravnanost imaš, kdo je bil v tvojem otroštvu, bom rekel, tista vplivna oseba, ki mogoče ti je dala to zmagovalno naravnanost? Ja, ponovno, ja, tako sem rekel, mogoče težko pokažeš zdaj s prstom, ja, ta kolega, ne, prijatelj, ko je bil tako dober skoraj kot jaz, pa sva skozi imela, ne vem, na primer bitke, ampak itak konkurenca te sili po tem, da si boljši, predvsem tudi, bi rekel, trenerji, mogoče. In zdaj mi, tudi zdaj, ko gledam nazaj, v tistem obdobju smo imeli Matjaž Triplat kot naš mladinski trener, smo se ga vsi malo bali, malo respekta imeli, ampak zdaj, ko pa gledaš bolj nazaj, smo se pa tudi zelo velike stvari naučili, ki, ja, v bistvu imajo neko bazo potem za prihodnost. No, ravno to sem tudi hotel vprašati, ne. Koliko je kaj, bom rekel, mentor ali pa trener pomemben za uspeh v karieri, na tvoji športni poti bil, ne? Ja, sem kar imel, ja, bi tako, ko gledam en kup nekih trenerjev, že v svojemu življenju, tako itak največ še kot skakalec, ampak tudi zdaj kot kolesar, že par. So, ja, mislim, oni itak rečejo, ja, zdaj gledava odrasle osebe, ne, prvo moraš biti sam, mislim, talentiran, poseben. Mi smo pa tu, da pomagamo, ne, in skupaj naredimo neko, kako bi rekel, celotno zgodbo. Ja. Imaš pa ja, seveda, čisto različne, mislim,
trener, lahko je trener za atletiko, trener za fitness, trener za kolo, športni psiholog, en kup nekih trenerjev, če jih tako poimenuješ, imaš ali pa moraš imeti okrog sebe. Ko imaš priprave, si rekel, koliko še traje? 4 tedne traje na en tak Giro? Koliko kilometrov pol delaš na dan, ali kako imaš to, imaš sestavljene treninge in... Ja, veliko, mislim, čisto odvisno od... Koliko ur je to? Dvakrat greš na kolo, ali kaj? Deva tako reči, ur je okrog 32 ur tedensko kolesa. Pol so pa vsaj kombinacije, 2 treninga, dolgi, kratki, intervali, kronometer, navadno kolo, vse kombinacije, mislim, čim več stvari. Kaj se pogovarjate tam po onem radiju? Koliko se to pogovarjate? Ja, oni zdaj veliko... A te spodbujajo? Ja, predvsem daje neke informacije, ne, ker zdaj lahko ti so etape znano naprej 200 km in za našo tehnologijo pa vsemu lahko za vsak meter 200 km veš, ne, in lahko poveš, ja, tam je blagi ovinek, tam je tako krožno, tam je krožno na levi hitrejše kot na desno, tam je ono. In so predvsem skozi informacije o progi, o hrani, na vsake pol ure. Te spomnijo, da bi pozabil? Moraš pojesti, pa ne bi po vseh teh letih že več. Ampak bolj take stvari. Kako bi ocenil letošnje leto 2023? Mislim športno, rečemo. Športno, ja. Ja, super. Ja, Mislim, si zadovoljen? Ja, itak. Kakšne cilje? A si postaviš na začetku sezone cilje? Ja, itak vedno je tak, ne, zmagati kako dirko. Pol se pa kar je nadaljevalo ta trend in ja, fajn je bilo, res si včasih težko zamisliš, kaj tazga pred sezono, kljub tem, da že imam nekaj sezon za sabo, pa se še kar presenetiš. Kje se vidiš recimo čez 5-10 let? Imaš neko vizijo? Kdo je Primož Roglič, ko neha tekmovati? A ta misel reči malo daš na stran, pa rečeš, ne bi o tem še razmišljal? Ja, trenutno ne. Ne razmišljaš? Trenutno sem preveč opet v vse te situacije, ki se dogajajo okrog in bolj težko najdem neki čas. Razen, tako sva ugotovila na pripravah ali pa na Grand Tourah. Tam bi pa lahko mogoče kaj drugega razmišljal, me pa tudi bombardirajo pol vsak dan z nekimi sestanki, kaj bomo naredili. Ampak ne vem, bomo videli. Mislim, vedno sem pripravljen sprejemati izzive, kaj ti v bistvu življenje pripravi in sploh ne bi rekel, da bom nek zdaj biciklizmu ostal ali... Ni nujno, ne? Sploh ne, mislim, bomo videli čisto, karkoli. Tam Mika, kaj posel, biznis svet? Mislim, malo si se že spustil z dobrodelnostjo, pa... Ja, tudi... Imaš projekte, verjetno? Ja, tudi v bistvu, jaz sem hodil pol še na Fakulteto za organizacijske vede v Kranju. Sicer naredil vse izpite, ampak nisem diplome napisal, ker pa smo v tistem času bicikl tudi začeli voziti, jaz sem bolj pozno začel. Ampak takrat, ker vmes sem tudi delal, pa veliko stvari imel, je bila itak tudi ena moja vedna želja, da bi se nekaj šel, da bi imel neko firmo ali pa karkoli. V študentskih letih tudi, mislim, me je dosti zanimal ta biznis svet v bistvu. Kaj si delal v študentskih letih? Prav delal. No, ampak kaj te je zanimalo? Zanimalo, celo to, ko smo včasih igrali tudi študentske borze, kakor dobiš virtualno, kot je 10.000 evrov, pa en mesec vlagaš, pa sem enkrat jaz zmagal. Primer, ne, sem dober, to je bilo kot one, ampak take stvari, mislim,
Zanimivo mi je vse sorte. Ok, ko smo se ravno biznisa dotaknili, kaj bi lahko recimo iz športa prenesel v biznis? Vidiš kakšno paralelo? Ja, sigurno. Sej ne samo biznis, v tudi normalno življenje ali pa nekaj se mi zdi, da te, ali pa saj lahko se vsak posameznik ogromno nauči skozi šport. Pa naj si to boja individualni ali pa ekipni šport. Vse te vrednote, ki veljajo v bilo kateremu športu, se mi zdi, da so nekako dobre vrednote, fair play, da jih lahko uporabiš v vsakdanjem življenju, v biznis svetu, je vse zelo povezano. Katera vrednota ti je najbolj pomembna v življenju? Zdaj sem ravno rekel, fair play. Recimo, kaj bi želel otroka svoja naučiti? Ja, ravno to, poštenost. Poštenost, delavnost, ter, kako bi to rekel, da nikoli ne odneha ali pa vedno sledi svojim ciljem, svojim sanjam, svojim željam. Si kdaj dobil občutek, da je tudi šport včasih ni pošten do tebe, ali pa tekmeci so tekmeci, ali pa... Spet, kakor vzameš, ne, mislim, to je tvoja odločitev, kako to pogledaš. Mislim, je tudi ali slediš vsem tem komentarjem, ker celotna množica ali pa vsi, ker hitro podležejo, račeva zdaj eni odločitvi ali pa je nekemu vplivu, ki pa dejansko mogoče sploh ni res, ne, ali pa sploh ni tvoja, ne, ker mogoče pa za tebe ni bilo tako, ali pa te želijo tja noter dati, ne, tako da čisto kakor se vzame. Ko si skakal, so bili gledalci. Jaz sem bil v Planici enkrat, ne, si skakal tam, ne. A si slišal gledalce tam? Si bil zgor na odskočni, kako se reče, na mizi, tam tak ne, na rampi, ja. Nisi... Ja, to je že toliko dolgo nazaj, ko sem jaz v Planici skakal 2010. Ja, se ne spomnim. Nazadnje, na ta veliki nima pojma. No, daj mi povej, recimo, ko se pelješ po zaključni strmini vzponu proti cilju, pa ljudje so, meni se zdi, da motijo. Da bo en se zaletel v tebe ali pa ti v njega. Ja. A te to ne moti, ko greš? Ne, meni dajo energijo. No, to me zanima. Želim, seveda, ja, je pa... si pa izpostavljen. Seveda slišiš, ne, sej tudi te da zadnje vate še. Ja, seveda. Ljudje te ponesejo in ja, v tistem momentu, ker so tako glasni, ti ne slišiš toliko onega glasa v tvoji glavi, nehaj, ne. Je malo bolj tih pol, ne, pa greš spet malo hitreje, ampak v trenutku, ko jih pa spet ni, je pa spet, oni glas malo glasnejši, ne, in greš mogoče spet malo manj. Ampak sigurno te ljudje ponesejo, ne. Je pa neka odgovornost tudi od njih do tebe, da pa ne želijo pa krojiti zdaj rezultata z nekimi nepotrebnimi zapleti, da se dogajajo, ne. Ja. A ti se zavedaš, kakšen vpliv imaš na ljudi okrog sebe, koliko ljudi se je začelo voziti s kolesom, koliko mladih se je začelo voziti s kolesom? A si kdaj rečeš, torej se zbudiš, rečeš Mazona, če ne bi bilo Primoža, pa še koga v Sloveniji, se jih poznamo, dobre kolesarje, mogoče ne bi bilo toliko športnikov, kolesarjev, mogoče danes imamo veliko rekreativcev, ki se vozijo čisto tako nedeljsko. A se zavedaš, kakšen vpliv imaš, da si vzor? Si kdaj mislil, da boš tak vzor? Ne, to sigurno ne. Ne, nič od tega. Mislim, kaj je meni glavna skrb je to, ko se zbudim, kaj bomo naredili danes, da bomo se premakali naprej. Domov, šli stopničko naprej za jutri, itd., ne, skozi gledanje nekako naprej. Če pa imaš, v bistvu možnost pri vsemu temu vplivati, je pa še toliko večje, kako bi rekel, počaščen sem, ne, v bistvu, ker si nikoli ne bi mogel zamisliti ali pa predstavljati, da bom pa jaz
nekaj tazga delal, sploh pa ne na kolesu. Ja, Spreminjajo življenje ljudem in to na kolesu. ja, dajo pa mi, sigurno, ker ja, pol pa vidim, ne, pa to je pa ono, pa tak, ne, dajo mi pa se definitivno, ja, vsak od njih neko dodatno energijo in zagon še za, ja, prihodnje trdo delo. Si kdaj razmišljal, ko se pelješ tam na dirki, pa slišiš tiste, ki so tam, ampak veš, da jih je vse enih, ne 10-krat, enih 1000-krat toliko še za ekrani pa kričijo. Ne, kje je že, tam gledam pa kako bom sam šel, ja, mislim. To so čisto take stvari, ja, da ko si kot tekmovalec, rečem zdaj na nekem Grand Touru, je čisto drugače, ne, kakor pa če si pa zdaj gledalec nekega Grand Toura, ne, in vsa ta perspektiva gledanja, dojemanja, misli je, ja, to pač čist totalna razlika. Super. Nekaj mi povej, ne? Star si kot 34 let, ne? A obstajajo še kakšne neizpolnjeni športni cilji, pustimo zdaj še druge življenjske, verjetno še imaš celo življenje še pred tabo, recimo na kolesarskem področju, kariere športne, verjetno drugo disciplino ne bo šel, ne? Mogoče golf? Pa veš, ja. Pa ne vem, nekaj, kar je malo bolj umirjenega, ampak recimo v kolesarstvu še imaš kakšen cilj, ki ga še nisi odkljukal in... Ja, sej itak mislim, stvari, ki mi še manjkajo, ne. Naslovi. Če tak, ja. Pol gledam je Tour de France, nekaj, kar bi bilo fino še kljukce narediti. Ter vse te kombinacije pol, mogoče Grand Tourov skupaj. Ok, sam do tja moraš priti, ne? Zdaj pa ni vse od tebe odvisno. Ja, točno A si, tako. recimo, si tako odločen, da boš rekel, veš kaj, to je moja želja, jaz zdaj hočem tole zmagati. It's my turn. Ja, vedno, mislim, Ja. se je tudi, nisem še 34, bom konec Boš. oktobra. Ok. Tako da imam pa vseeno, da je pol, mislim, tako reči svoje leta, tako da kljub vsemu ne planiram pa, ja, če zdaj spet Tour izpostava 10krat iti še na Tour, ampak ja, tistih parkrat pa ja, probat iti streljati na gol, ne, ker se tak, če ne streljaš, tudi zadet na mors in spet tisto, ali to pomeni, ja, a si ga obkljukal pol dejansko, a si zmagal ali ne, je ena stvar, druga pa je, ja, da si pa vse dal od sebe, pa probal biti svoja najboljša različica tam, ja, pa isto lahko kljukco narediš, pa greš ponosno dalje. Wow, to je, bom rekel, taka lepa zaključna misel, da bomo zdaj kar končala. Jaz tudi vedno pravim, da če si se potrudil, dal vse od sebe, potem res lahko rečeš, da si najboljša različica sebe, ne? In tudi ta moja filozofija je, da vsakdo mora imeti eno boljšo verzijo sebe v prihodnosti naslikano, kot pa je trenutna verzija. In jaz sem vesel pa ponosen na to, da sem lahko danes tukaj s tabo sedel in verjamem, da še boš naprej razveseljeval Slovence, ljudi po svetu, imaš ogromno navijačev. Želim ti, da bi ta tvoja fundacija Primoža Rogliča, tisti, ki gledate, bomo dali link od spodaj, lahko darujete v dobrodelne namene. Primož in žena lepe stvari počnete, mi smo tudi lani nekaj donirali, bomo tudi letos. Verjamem, da se bova še družila, ker imam kar nekaj idej. Želim ti, da se ti uresničijo one sanje pa cilje, ki jih mogoče nisi povedal, pa da še tisto zadnjo kljukico narediš in da boš lahko rekel, da si dal vse od sebe in da je, bom rekel, ta tvoj maksimum, ki si ga kot mali deček zadal, ne, da boš osvajal svetovne pa olimpijske kolajne, izživeti in doživeti do konca. Tako da hvala ti in želim ti veliko uspeha na karierni poti. Hvala, najlepša hvala in srečno.